8. marec je posvečen nam, ženskam. Ideja o praznovanju dneva posvečenega vsem ženskam se je rodila na začetku 20. stoletja med ameriškimi socialistkami. Te so prve, ki so pozivale k ekonomski, socialni in politični enakopravnosti žensk. In kot pravi običaj, nam ta dan polepšajo in nas presenetijo s cvetjem. Včasih so ženskam za njihov praznik podarjali rdeče nageljne, danes pa je ponudba v cvetličarnah precej bolj raznolika. Za mednaroden dan žena je bilo, včasih je bil standarden nagelj, pa se tisti nageljni so se prav množično delili. Potem se je prišlo nekaj časa, so bili malo večji šopki, no zdajle pa s krizo pa se je tudi ta zadeva zreducirala. Proda se sicer veliko, prodaja se po eno vrtnico odrezanega cvetja, mogoče manjši pomladanski šopki. Vrtnice se dobijo v različnih barvah. Tukaj je pač od samih strank odvisen, kakšno barvo zberejo, nekega pravila praktično ni. Imamo pa potem te spomladanske manjše šopke, kjer se lahko dela recimo s tulipani, ranunkule, frezije, to so te pomladansko cvetje, mogoče tudi malo mimoze, tudi malo mimoze, ki je tipično pomladansko, da malo zadiši. To je, kar se samega rezanega cvetja tiče, ker se pa nekateri se pa odločajo bolj za trajne zadeve, to so pa lončnice. Nageljni so bili včasih bistveno bolj popularen, zdajle se še prodaja, vendar ne več toliko, mogoče še 20%. Včasih je bilo tudi 60-70%. Potem so razne vrtnice, ki so zdaj bile in so še popularne, in pa te manjši spomladanski šopki, to se pravi nekaj tulipanov, ki jih dobimo lahko v različnih barvah, kakšno ranunkulco, frezijo, kaj takega. Prvič so dan žena praznovali leta 1911. Preverili smo, kaj ta mednarodni praznik ženskam pomeni danes, več kot 100 let kasneje. Ali je njegovo prvotno sporočilo sploh še živo? V bistvu mi pomeni kot nek tak opomnik, kaj smo v bistvu ženske, kaj predstavljamo, v bistvu, da smo močne, neodvisne, enakopravne in pa tudi v bistvu neka ljubezen, toplina in tako naprej. In v bistvu mi pomeni bolj to, da dobim neko rožico oziroma da se spomnijo name. Sem pa še vedno stara, ko rekla 20 let, tako da se mogoče ne počutim toliko še žena kot pa punca v bistvu. Tako bom rekla, mogoče je zdaj celo manj skomercializirano, kaj je bilo včasih, ko se je to res na veliko slavil, sploh po službah pa tako naprej. Nekako se je še ohranil, samo se mi pa zdi, da ima manjši pomen. Zdi se mi celo, da večji pomen dobiva ta materinski dan, ki je v istem mesecu. Torej, ena tista pozornost, da se spomnimo malo bolj ženske kot osebe, kaj so dosegle skozi zgodovino, pa ena tista res pozornost, mogoče v družini, nekaj takega. Kakšna rožica? Ja, rožica, bombonjerca, pa mogoče res malo več razprave pač v družbi, kar se tiče ženske, res kot osebe, kaj je skozi zgodovino prineslo vse skupaj. Pomeni mi pač zelo veliko s tem, da se spomnimo na ženske oziroma da imamo en poseben dan samo za nas, pa da mogoče dobimo kakšno rožico ali pa malo več pozornosti. Ohranjamo lepo tradicijo, zato vam želimo vse najlepše ob dnevu žena.